družinsko izobraževanje Metura, nazaj k koreninam, terapevtsko družinsko vrtnarjenje in terapevtsko družinsko kuhanje za samostojnejše življenje odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju, na kratko pa kar Metura, nazaj k koreninam. Projekt se izvaja od oktobra 2018 in se zaključi avgusta 2021. Zdaj, ideja za projekt Metura se je porodila ob izvajanju študijskega krožka Medgeneracijski vrt. Takrat smo skupaj z oskrbovanci doma za starejše in učenci osnovne šole s prilagojenim programom na terasi doma zasadili zeliščni vrt. In spoznavali smo, kako rastline vplivajo na počutje, katere rastline so nestrupene, katere so koristne, katera zelišča lahko uporabimo v kuhinji. In ob izvajanju krožka smo opazili tudi druge blagodejne učinke vrtnarjenja, ki pa jih sedaj raziskujemo v okviru projekta Metura. Se pravi, vrtnarjenje in kuhanje sta dve aktivnosti, ki zadovoljujeta to našo osnovno potrebo, ki je prehranjevanje. In večina od nas se s temi aktivnosti sreča vsakodnevno ali pa vsaj tekom življenja, ne? Zato smo se osredotočili na te aktivnosti željo, da se jih izvaja v okviru družine, zato tudi družinsko izobraževanje. Ob dandanašnjem hitrem življenjskem tempu se nam pogosto zgodi, da ob službi ali šoli in pa skrbi za družino nam ne ostane veliko časa ali pa velikokrat tudi volja, ne, za razne izobraževalne aktivnosti in aktivnosti vseživljenjskega učenja. Tega časa imajo starši osebe z motnjami v duševnem razvoju gotovo še manj in zato se nam zdi, da sta aktivnosti vrtnarjenja in pa kuhanja odlični priložnosti za učenje, saj jih izvajamo vsakodnevno in si ne potrebujemo rezervirati časa posebej še za te aktivnosti, ne, ker jih izvajamo tako ali tako, sploh kuhanje. Zdaj, samo ime projekta. Metura zveni podobno kot zrelostni izpit ob zaključku srednje šole, matura, vendar pri našem projektu ne gre za to. Metura v naravi pojmuje metulja, ki je malo drugačen od ostalih metuljev. Vidite ga tu na sliki, ne? Od tu izhaja tudi ime projekta Metura, ki kot ciljno skupino naslavlja odrasle družinske člane z motnjami v duševnem razvoju. Na kratko ODČMD, ta kratica je nastala za potrebe projekta. Naslavljamo pa tudi družine. Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja oseb z motnjami v razvoju in sicer tako, da se jih v čim večji meri vključuje v aktivnosti vseživljenjskega učenja. Te aktivnosti vseživljenjskega učenja pa, kot smo slišali, se nanašajo na vse izobraževalne aktivnosti, ki potekajo tekom celotnega življenja posameznika s ciljem izboljševanja znanja, spretnosti in kompetenc posameznika. Pa da najprej predstavim našo organizacijo, Izobraževalni center GIOS. Mi smo institucija za izobraževanje odraslih. Locirani smo v Litiji, v stavbi, ki jo vidite na sliki v prvem nadstropju. Izvajamo pa formalna izobraževanja in sicer imamo 11 srednješolskih programov in pa 6 višješolskih programov. V zadnjih letih pa velik poudarek dajemo projektnemu delu in sicer izvajamo nacionalne projekte, med drugim program Socialna aktivacija. To so polletni programi, v katerega se vključujejo brezposelne osebe. Potem izvajamo tudi projektno učenje mladih, PUMO, ki ga izvajamo v poslovni enoti v Ljubljani. Ta je namenjen mladim od 15. do 26. leta, ki niso vključeni v šolanje in niso zaposleni. Sodelujemo pa tudi pri akciji Tedni vseživljenjskega učenja, izvajamo študijske krožke in pa razne neformalne izobraževalne programe za starejše od 45 let. Izvajamo tudi evropske projekte v okviru Erasmus Plus programa in pa programa Evropa za državljane. In trenutno poleg projekta Metura sodelujemo še pri 10 drugih evropskih projektih.
Se pravi, v projektu Metura je naša organizacija prijavitelj in koordinator projekta in raziskujemo ključne kompetence, osnovna znanja in spretnosti, ki so udeleženci pridobijo preko izvajanja aktivnosti vrtnarjenja in kuhanja. Prosila bi, nekdo ima mikrofon vžgan, če se jih izklopite, ker je malo moten potem vmes. Se pravi, k sodelovanju ta projekt smo povabili še Zvezo Sožitje, ki se je že predstavila. Samo trenutek, nekomu moram izklopiti mikrofon. Prej sem imela možnost izklopiti mikrofon vsem, zdaj pa nimam te možnosti. Ok, kje sem ostala? Se pravi, ja, k projektu smo povabili torej Zvezo Sožitje, organizacijo Thrive. To je organizacija iz Velike Britanije, kjer se že več kot 40 let ukvarjajo s socialno in terapevtsko hortikulturo. In predstavnik te organizacije se nam bo tudi pridružil v zadnjem delu današnjega srečanja in bo sam bolj podrobno predstavil njihovo delo in organizacijo. Naslednji partner je organizacija Danilo Dolci. Gre za nevladno organizacijo s sedežem na Siciliji, Palermu. In kot zanimivost naj vam povem, da se organizacija imenuje po gospodu, ki ga vidite na sliki, Danilo Dolci. On je bil sociolog in izobraževalec, eden prvih aktivistov za mirno in nenasilno gibanje v Italiji in znan kot italijanski Gandhi. Če boste kdaj na kakšnem kvizu mogoče dobili to vprašanje, zdaj veste. Bil je pa 9-krat nominiran za Nobelovo nagrado. Zdaj, njihova vizija je ustvarjati skupnost, v kateri lahko vsak član aktivno prispeva na kreativen način, kar omogoča njegov razvoj, in pa izvajati metodologije, ki omogočajo opolnomočenje posameznikov in posledično omogočajo enakopravno vzajemno izmenjavo med člani skupnosti. Ciljne skupine, s katerimi delajo, so otroci, odrasli in migranti. V okviru projekta Metura pa raziskujejo motivacijske metode in vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju in družin v aktivnosti vseživljenjskega učenja in pa katere kompetence, sposobnosti potrebujejo mentorji oziroma izobraževalci, da uspešno vključujejo in delajo z našo ciljno skupino. Naslednja organizacija, partnerica v projektu je Osikažu, Združenje invalidnih oseb občine Karlovac iz Hrvaške. Še ena nevladna organizacija, njihova ciljna skupina pa so invalidne osebe vseh starosti. Trenutno imajo 346 članov in njihove aktivnosti obsegajo nudenje socialnih storitev, osebne asistence, pomoč na domu, obveščanje o pravicah in aktualnih informacijah, ki se nanašajo na invalidnost, nudenje prevozov v prilagojenih vozilih, potem organizacija in izvajanje različnih izobraževalnih delavnic, vključevanje prostovoljcev. Danes se nam bo za svojo osebno izkušnjo življenja z invalidnostjo v video predstavitvi predstavila njihova predsednica Gordana Jurčevič. K projektu Metura pa smo jih povabili, ker smo med njihovimi aktivnostmi opazili tudi delavnice kuhanja in tako v projektu raziskujejo terapevtsko kuhanje, načine, kako izvajati terapevtsko kuhanje, katere so metode, katere znanja, veščine udeleženci pridobijo med aktivnostjo. Nadaljujmo. Tukaj imamo še slikco vseh projektnih partnerjev. To je bil naš prvi projektni sestanek v Karlovcu. Nažalost so bili potem, to je bilo lansko leto, nažalost so bili pa potem vsi nadaljnji sestanki letos
zaradi COVID situacije odpovedani, tako da se zdaj srečujemo kar preko spleta. Projekt pa pač se nadaljuje normalno naprej, malo prilagojeno, ampak vse teče naprej. In zdaj, če nadaljujemo z aktivnostmi v projektu, in sicer prva aktivnost v projektu je bila raziskovalna faza. In v projektni partnerji smo v vseh 4 državah izvedli 5 študij, vidite tle napisane, in sicer smo najprej izvedli študijo pregled ponudbe aktivnosti vseživljenjskega učenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine in priložnosti za razvoj novih aktivnosti. Tle smo pač pripravili vprašalnike, vsi partnerji smo jih v svojih državah razdelili in potem odgovore analizirali. In rezultati vprašalnika so pokazali podobno situacijo v vseh sodelujočih državah, in sicer, da odrasli družinski člani z motnjami v duševnem razvoju so zainteresirani za sodelovanje v aktivnostih VŽU in bi se prav tako udeleževali tudi vrtnarskih delavnic in delavnic kuhanja. Po drugi strani se je izkazalo, da se večina njihovih staršev oziroma ostalih družinskih članov ne bi udeleževala aktivnosti skupaj z njimi. Razlog, zaradi katerega pa se osebe z motnjami v duševnem razvoju ne udeležujejo aktivnosti VŽU, je bil v vseh državah največkrat razdalja od doma. Potem je sledil pregled, katere kompetence in andragoška, se pravi učna orodja, potrebujejo izobraževalci za izvajanje aktivnosti vseživljenjskega učenja. In glede na rezultate bi večina izobraževalcev želela pridobiti več znanja in kompetenc z izmenjavo dobrih praks. Izobraževalci menijo, so najpomembnejše kompetence. Spet ima nekdo mikrofon vžgan in se potem sliši šumenje, tako da prosim, če izklopite mikrofone. Se pravi, izobraževalci menijo, da so najpomembnejše kompetence tako imenovane mehke veščine. To je empatija, potrpežljivost, komunikacijske veščine in pa seveda strokovno znanje. Obvladovanje stresa, dobra komunikacija, poznavanje skupinske dinamike in delovnih izkušenj pa so kompetence, ki jih nekateri izobraževalci pogrešajo oziroma menijo, da bi jih morali nadgraditi, da bi svoje delo lahko izboljšali. Metode in orodja, ki jih izobraževalci večinoma uporabljajo, so komunikacijske veščine, komunikacija po meri, aktivno poslušanje, upoštevanje dobre prakse, osebni pristop, uporabljajo izobraževalne brošure, poslužujejo se timskega dela, igranje vlog in poučevanje. Naslednja je bila študija motivacijsko-podpornih metod izobraževalcev za učinkovitejšo socialno aktivacijo družin in oseb z motnjami v duševnem razvoju. In sicer smo to študijo izvedli z 2 različnima vprašalnikoma. Eden je bil namenjen izobraževalcem, drugi pa družinam. In sicer z vprašalnikom za izobraževalce smo iskali metode motivacijske podpore in načine, kako oni komunicirajo z družinami in z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Izobraževalci, ki so sodelovali pri vprašalnikih na Hrvaškem in Italiji, so poročali, da so se soočali s težavami pri navezovanju stikov z družinami. Po mnenju izobraževalcev so pomanjkanje zanimanja, zaprtost družine in pomanjkanje časa ter včasih tudi zanikanje o stanju njihovega otroka predstavljale glavne ovire pri doseganju družin. Kot poročajo izobraževalci v vseh partnerskih državah, so glavni kanali komunikacije z družinami preko telefona ali osebno. Najbolj uporabljene metode anketirancev pa so prilagojena komunikacija
medvrstniška in prostovoljna podpora. In da bi uspešno sodelovali z odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju, je velika večina izobraževalcev opredelila naslednje značilnosti: potrpežljivost, aktivno poslušanje, spoštovanje, odprtost. Poleg tega so rezultati vprašalnika pokazali, da družine pogosto niso odzivne, kar pa tudi predstavlja oviro za izobraževalce pri izvajanju dejavnosti vseživljenjskega učenja. Sedaj pa še povzetek. Da sem malo zmotila, pa bi prosila gospo Anko Daničič, izključi mikrofon. Se opravičujem, da takole posebej časno ful moteče in bi vas sam prosila, če lahko tamle kliknete, ne vem, ugasni, mute, ne vem kako pri vas se vidi, zaradi tega, ker so pa vsi šumi. Ok, hvala. Se pravi, ostali smo zdaj pri povzetkih vprašalnika za družine, s katerimi smo ugotavljali, katerih aktivnosti se družine udeležujejo in kako vstopijo v stik z izobraževalci. In sicer vse družine, ki so sodelovale pri vprašalniku, so imele enega družinskega člana oziroma imajo enega družinskega člana z motnjo v duševnem razvoju. Nekatere družine se udeležujejo vikend seminarjev, predavanj in seminarjev, da bi podprle svoje odrasle družinske člane z motnjami v duševnem razvoju. Nekateri pa se udeležujejo srečanj za izmenjavo izkušenj, klubov staršev, klubov za otroke in družin. Kot je že Mateja prej omenila, je pomembno, da oseba z motnjami v duševnem razvoju sama izbere izobraževalno dejavnost. In tudi te anketni vprašalniki so potrdili, da je v večini primerov tako, razen seveda, če oseba tega ni zmožna. Družine se v učnih in izobraževalnih dejavnostih večinoma informirajo pri izvajalcih oziroma izobraževalcih teh dejavnosti, pa tudi z informacijami od ust do ust. Najraje pa vidijo, da so kontaktirane po telefonu ali pa po elektronski pošti. Zdaj, kaj pa je ovira pri njih, da se ne udeležujejo teh dejavnosti vseživljenjskega učenja, pa je pomanjkanje časa. Veliko se jih je pa tudi soočalo s finančnimi težavami pri dostopu do dejavnosti vseživljenjskega učenja. Potem sledila je študija ovir in potencialov družinskega vseživljenjskega učenja, ki uporablja terapevtsko družinsko kuhanje. In rezultati so pokazali podobno stanje v vseh sodelujočih državah. Večina anketiranih meni, da je za družine z odraslimi člani z motnjami v duševnem razvoju pomembno, da se v domačem okolju ukvarjajo z vseživljenjskim učenjem. Prav tako menijo, da je za odrasle družinske člane pomembno, da imajo nekaj spretnosti za samostojno pripravo hrane in obrokov. Tako večina anketirancev podpira tečaje kuhanja, vendar pravi, da teh aktivnosti za njihove družinske člane v njihovem okolju ni na voljo. Potem rezultati so tudi pokazali, da vidijo kot najbolj pozitivni učinek kuharskih aktivnosti večjo neodvisnost svojih družinskih članov, prav tako pa boljša povezava med družinskimi člani in izboljšane posameznikove kompetence. Ovire, ki pa preprečujejo udeleževanje pri teh aktivnostih, pa so bile strah pred poškodbami pri pripravi hrane, neustrezen prostor in pa pomanjkanje motivacije. Večina družin je mnenja, da bi njihov družinski član potreboval primeren prostor in pa strokovno podporo izobraževalcev, da bi hrano lahko pripravljal bolj samostojno. Prav tako bi potreboval tudi čustveno in psihološko podporo, individualni načrt podpore ter fizično pomoč druge osebe. In pa še zadnja naša študija. Ta pa je bila študija ovir in potencialov družinskega vseživljenjskega učenja, ki uporablja terapevtsko družinsko vrtnarjenje. In sicer tudi tu je večina anketirancev mnenja,
da bi bilo vrtnarjenje koristna dejavnost za njihove družinske člane z motnjami v duševnem razvoju, zlasti v smislu izboljšanja fizičnega in duševnega počutja, ker več časa preživijo zunaj na svežem zraku. Ukvarjali bi se z naravo in gojenje hrane bi bila dobra motivacija za to. Glavna ovira pri tem pa so ponovno potrebe po čustveni, motivacijski in praktični podpori in pa ponovno omejen čas, energija, pa znanje in izkušnje staršev oziroma skrbnikov, da to zagotovijo. Sedaj sem že kar nekajkrat omenila izraza terapevtsko vrtnarjenje in terapevtsko kuhanje. Spravi, tisti, ki radi kuhate ali vrtnarite ali pa celo oboje, ste že gotovo doživeli, da ste se ob teh aktivnostih počutili bolj sproščene, zadovoljne. Ne vem, sploh na primer, če vam jed dobro uspe, pa vas družina pohvali ali pa je pridelek obilen. Tudi dobimo občutek, da delamo nekaj dobrega zase. In ko te aktivnosti izvajamo v okviru vodenega procesa z naprej določenimi cilji, lahko dosežemo rezultate, ki pozitivno vplivajo na večjo samostojnost oseb z motnjami v duševnem razvoju. In hkrati pridobivajo ključne kompetence, osnovna znanja in spretnosti. In takrat te aktivnosti imenujemo terapevtsko vrtnarjenje in terapevtsko kuhanje. Naslednja aktivnost v projektu je bila razvoj metodologije. Njen cilj je omogočiti učni proces za našo ciljno skupino in njihove družinske člane v dostopnem okolju družinskega vrta in kuhanja. Metodologija pa vključuje metode motiviranja in integracije družin v aktivnosti vseživljenjskega učenja, kompetence, ki jih potrebujejo mentorji in izobraževalci, da izvajajo te aktivnosti, načine, kako izvajati terapevtsko vrtnarjenje in terapevtsko kuhanje, ter načine, kako to znanje prenašamo in se ga učimo znotraj družine. Zdaj, projektni partnerji trenutno razvijamo andragoško oziroma učno gradivo za izvajanje metodologije. Cilj gradiva pa je omogočiti izobraževalcem in družinam, staršem, da samostojno izvajajo aktivnosti terapevtskega kuhanja in terapevtskega vrtnarjenja skupaj s svojimi odraslimi družinskimi člani z motnjami v duševnem razvoju. Zdaj, to gradivo bo pa vključevalo usmeritve za izobraževalce, mentorje oziroma družinske člane, na podlagi katerega lahko ocenjujejo znanje in kompetence svojih družinskih članov pred in potem, ko so že izvedli metodologijo Metura. Gradivo bo vključevalo tudi predloge in opise aktivnosti za učenje temeljnih veščin in kompetenc, ki jih izvajamo skupaj z aktivnostmi vrtnarjenja in kuhanja. Potem opise osnovnih vrtnarskih postopkov, postopkov gojenja različnih rastlin in pa opise postopkov kuhanja in recepte za pripravo različnih jedi. Del gradiva bo pripravljen tudi v lahko berljivi obliki, recepti in postopki gojenja rastlin, tako da bodo enostavni za uporabo. In tukaj vam, evo, tle so zdaj delovne verzije tega andragoškega gradiva. Tole je en del vprašalnika, po katerem se bo ocenjevalo razne veščine in spretnosti osebe z motnjo v duševnem razvoju. Tole so aktivnosti oziroma predlogi za učenje, ker skupaj z vrtnarjenjem in kuhanjem se lahko naučimo še mnogo drugih stvari. Tule sem dala en primer, s tem, ko mi izdelujemo vrtne označevalce, se učimo tudi pismenosti. Navedeno je, kaj potrebujete, kako izvedete aktivnost, koliko časa traja, kaj bodo osebe z MDR pridobile in pa skupaj s katero aktivnostjo vrtnarjenja lahko izvajate še to aktivnost. Na podoben način smo pripravili tudi aktivnosti, ki se izvajajo skupaj z kuhanjem. Recimo, tule imamo pregled hranilnih snovi,
kjer se naučimo tudi biologije in matematike. Potem tukaj so pa še izseki iz knjižic, ki so pripravljene v lahko berljivi obliki. Tole je za vrtnarjenje. Pač najprej navodila, kako uporabljati to knjižico. Potem je seznam rastlin, potem po posameznih rastlinah navodila, kaj vse moramo storiti, da jo vzgajamo, in tudi navodila za aktivnosti, recimo priprava zemlje. Takole lepo slikcam, enostavno napisano. Potem imamo enako knjižico tudi za kuhanje z različnimi recepti. Postopki, ki jih moramo pač storiti pred kuhanjem, predstavi se pripomočke za kuhanje in pa potem še sami recepti. Potem naslednje aktivnosti v projektu je bila usposabljanje za projektne partnerje. To je za nas izvedel projektni partner Thrive. Žal smo ga imeli nadaljavo. Sedaj pa bomo tudi mi, projektni partnerji, pripravili delavnice za usposabljanje mentorjev in družin. Se pravi, bomo prenesli znanje, ki smo ga prejeli, tudi na ostale mentorje za izvajanje terapevtskega vrtnarjenja in kuhanja. Potem pa bodo potekale še dejanske delavnice za družine v učilnici in pa delavnice terapevtskega vrtnarjenja in kuhanja na vrtu in pa v kuhinji. Spodaj na slikcah lahko vidite visoke grede, ki smo jih mi postavili pri našem pridruženem partnerju, Varstveno-delovnem centru Zagorje ob Savi, enota Litija. Se pravi, v projektu smo pridobili sredstva tudi za postavitev visokih gred in sedaj bomo tu izvajali delavnice terapevtskega vrtnarjenja. Končni izdelek bo andragoški priročnik za izvedbo družinskega izobraževanja. Potem pa bo potekala še zaključna mednarodna konferenca. Vabljeni, da nas spremljate na naši spletni strani projekta. Imamo tudi podstran v slovenščini, kjer so dosegljivi rezultati vseh študij, ki sem jih navedla. Tako da si jih lahko tudi prenesete. Študije v slovenščini so sicer v skrajšani obliki, celotne študije so pa v angleščini. Zdaj pa še povabilo k sodelovanju in sicer možnosti za sodelovanje so na delavnici za usposabljanje mentorjev oziroma izobraževalcev. Ta se bo predvidoma izvedla konec februarja 2021. Zdaj odvisno od razmer, ali bodo potekale v živo v učilnicah ali bodo nadaljavo. Potem pa se bodo izvajale še testne delavnice terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja, predvidoma od marca 2021 dalje, in sicer v Litiji, Mariboru in pa na Ptuju. Navedene imate naše kontakte, vkolikor bi vas zanimalo, da se pridružite tem aktivnostim, nas lahko kontaktirate.